Prešernov Smen, ki odene Kranj v podobo 19. stoletja in obudi spomin na našega največjega pesnika dr. Franceta Prešerna, je ena najbolj prepoznavnih slovenskih prireditev ob kulturnem prazniku 8. februarja. Na ulicah Kranja so se predstavili številni rokodelski mojstri domače in umetnostne obrti, zadoneli so pevski zbori, recitiralo se je Prešernove pesmi, zavrtele so se folklorne skupine, zaigrali so lajnarji in po mestu so se sprehajali meščani v značilnih meščanskih opravah. Po mestu ste se lahko zapeljali kar s kočijo. Zdaj pa vam, gospe in gospodje, voščim dober dan in vas prisrčno pozdravljam v Prešernovem mestu na prireditvi, ki smo jo pripravili v čast velikemu poetu Francetu Prešernu in slovenskemu kulturnemu prazniku. Zavod za turizem in kulturo Kranj je z mestno občino Kranj letos že 17. leto zapored, 8. februarja, pripravil Prešernov Smen. Izjemno prireditev v kulturnem prazniku, ki velja za eno najbolj odmevnih v Sloveniji. V mestu se je danes čas zavrtel nazaj, v prvo polovico 19. stoletja, v čas, ko je v Kranju živel in delal dr. France Prešeren, ki je Slovenijo zaznamoval z vseevropskim duhom obdobja romantike. Drage Kranjčanke, dragi Kranjčani, cenjeni obiskovalci, dobrodošli in prav lepo pozdravljeni na slavnostni otvoritvi današnje prireditve, ki se imenuje Prešernov Smen. Danes je praznik v Kranju. Danes pričakujemo v Kranju okrog 20.000 obiskovalcev. In prav je, da se zahvalim vsem tistim, ki so pripomogli k temu, da smo organizirali današnjo slovesnost, današnji praznik. Preko 100 organizacij sodeluje pri tem dogodku, na stotine posameznikov je pripomoglo k vsebinam današnjega dne. Še posebej bi se zahvalil mestni občini Kranj, ki je glavni organizator tega dogodka. Potem vsem sodelavcem našega Zavoda za turizem in kulturo Kranj, mestni knjižnici, Prešernovemu gledališču, sodelavcem Gorenjskega muzeja, Lajerjeve hiše in številnih drugih organizacij, društev, ki delujejo v Kranju. Še enkrat, več kot 100 organizacij sodeluje pri današnjem dogodku. Vesel sem, da imamo danes v Kranju takšno lepo, prešerno praznično vzdušje. Kaj lahko počnete danes v Kranju? Zelo veliko. Predlagam vam, da se prepustite prazničnemu vzdušju, da se sprehodite med stojnicami, da si ogledate izdelke domače obrti, da si natisnete kakšno zdravljico. Tukaj v kranjski kuhinji se lahko okrepčate z dobrimi kranjskimi jedmi. Danes imamo še prav posebno kranjsko kulinarično ponudbo. Deši po Prešernovih krofih, po Prešernovih cilindrih, po kranjski klobasi, po Prešernih štruklih in tako naprej. Lahko si ogledate številne vodene oglede po razstavah Gorenjskega muzeja, lahko greste pokukati v zaodrje Prešernovega gledališča, lahko greste na voden ogled po Kranju, na vožnjo s kočijo, potem lahko greste jahat ponije na Pungrad, lahko si kupite klobuček iz časa Franceta Prešerna in lahko se v kavarni Kizerstein in tudi drugod praznično slikate v obleki iz časa dr. Franceta Prešerna. Kranj živi s Francetom Prešernom, Kranj čuti Franceta Prešerna in Kranjčani in Kranjčanke smo ponosni, da smo Prešernovo mesto. Tudi jaz sem ponosen, da je Kranj danes res pravo kulturno srce Slovenije. Ob tem bi rad povedal čisto eno kratko svojo misel in vtis.
da menim, da danes živimo v relativno bogati in relativno razviti kulturni družbi. Lahko smo hvaležni za to, da je tako. Kljub vsemu pa se lahko vprašamo, katere vrednote čutimo danes, katere vrednote so nam danes najbolj pomembne in si vzamemo kot nekakšen navdih, katere vrednote je promoviral Prešeren. Pred več kot 170 leti, če pogledamo samo Zdravljico, nas je spomnil, da moramo čutiti drug drugega, da moramo biti ponosni na svoje mladenke, da moramo biti ponosni na mladeniče. Čutil je radost do življenja, do tega, da lahko kdaj vzamemo v roke tudi kakšno kupico in kaj dobrega spijemo, da se lahko radostimo. Poudaril je edinost, srečo, spravo, poudaril je dobre medsosedske odnose. In tako kot je rekel, nazadnje še prijatelji, kozarce zase vzdignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcih mislimo. Dokaj dni naj živi Bog, kar nas dobrih je ljudi. Vsem skupaj želim en res prazničen dan, lepo se imejte in uživajte na Prešernovem smenju. Prijatelji obrodile so trnenice nam sladko, ki nam oživlja žive, srci razjasni in oko. Ki vtopi vse skrbi, potrdi parsih pobudi. Ki vtopi vse skrbi, potrdi parsih pobudi. Potrdi parsih pobudi. Lep dober dan, drage Kranjčanke, cenjeni Kranjčani, spoštovane obiskovalke in spoštovani obiskovalci. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na Prešernovem smenju tukaj v Kranju. Vesel sem, da ste se danes na dan, ko Slovenija praznuje, ko praznujemo kulturni praznik, zbrali v Kranju, ko nekako obujamo spomin na našega največjega slovenskega pesnika. In ko podoživljamo 19. stoletje, kako se je včasih živelo v Kranju. In to že 17. zapored. Pred nekako 170 leti so v Kranju živeli trgovci, obrtniki, gostilničarji, bilo je nekaj uradnikov, nekaj častnikov, nekaj duhovnikov, bil je še celo en doktor in pa en lekarnar. Kranj je bil nekako most med Trstom in pa koroškimi mesti. V Kranju se je v tistem času začela razvijati manufaktura. In ravno v tistem času, natančno leta 1846, je v Kranj prišel dr. France Prešeren in sicer po 14 letih prošenj mu je država dala soglasje in odprl je lastno advokaturo. Želim vam, da danes doživite to obdobje izpred 170 let, da počastimo spomin na našega največjega pesnika Franceta Prešerna, da doživite vse tiste šege in navade, ki smo jih pripravili za vas, da obiščete naš smenj in da sledite programu, ki so nam ga pripravili Zavod za kulturo, za turizem in pa kulturo. Iskrena hvala Zavodu za turizem in kulturo, vsem ostalim zavodom, kulturnim hramom, posameznikom, skratka vsem, ki ste pripravili to enkratno prireditev. In pa ob koncu še ena misel oziroma še ena vest, za katero ste verjetno slišali. Kranj se poteguje za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. In France Prešeren bo tista rdeča nit, za katero verjamem, da nas bo popeljala v Evropo. Torej, uživajte današnji dan, za dušo si mogoče zrecitirate vsaj eno kitico dr. Franceta Prešerna in lepo se imejte. Hvala lepa.
Res je čudovit dan in zelo sem vesela in počaščena, da sem danes lahko tukaj z vami. Turizem in kultura. Kultura in turizem, pravzaprav sploh ne moremo tega nekako razdvojiti, je rdeča nit lanskega leta in letošnjega leta, ki jih promoviramo v slovenskem turizmu. In Kranj, občina Kranj z okolico, je ena od vodilnih 34 destinacij, na katere smo v Sloveniji ponosni, jih seveda izpostavljamo in si želimo še večje njihove rasti in povezovanja v kraju in okolici. O povezovanju nas je zelo veliko naučil že veliki pesnik dr. France Prešeren. Mislim, da nam je povedal veliko o pomenu biti ponosen na svojo domovino, o pomenu besede domoljubje in ob tem obdržati odprto srce. Slovensko domoljubje, slovenska nacionalna bit je bila vedno povezana s knjigo in poezijo. Zato je na današnji dan prav, da vzamemo s police in jih nosimo s seboj, tudi kakšno od zbirk poezij, ki jih imamo doma. No, jaz sem za današnji dan izbrala zbirko Zdravljica in njena pot v svet. Saj tukaj izbrana Zdravljica v prevodih v 26 jezikov, od kitajščine, japonščine do evropskih jezikov in esperanta. Tudi to je pomemben del, imeti prevedeno svojo kulturno dediščino, zato da jo lahko delimo potem z drugimi narodi in seveda tudi z svojimi gosti. V novo strategijo slovenskega turizma smo si zapisali, da želimo, da Slovenija postane zelena, aktivna, zdrava, kulturna destinacija za 5-zvezdična doživetja. In menim, da je danes Kranj ponos in sinonim za to 5-zvezdično doživetje. Zato ga vsi uživajmo, želim vam en čudovit dan, hvala za gostoljubje. Vsi, ki bodo danes tudi izven Kranja prišli v Kranj, boste vi kot gostitelji tisti pomemben drobec v tem enkratnem doživetju. Spoštovani, imejmo se lepo, cenimo Prešerna in njegove lepe besede vse dni v letu, ampak danes še posebno in res priznam, da je lepo, da je postal to dan, ko so se zaprla vrata velikih trgovin in so se odprla, posebej v Kranju, vrata muzejev, knjižnic, vsega, kar je v naših srcih in je potrebno še toliko bolj spraviti tudi v naš razum.
Gospod minister, kultura je res bistvo naroda, nas bogati. Kako pa vi čutite današnji dan? Jaz ga čutim kot en izjemen dan, ko se narod ne samo spomni kulture, ampak svojega jezika in na ta način obstoja. In zaradi tega je ta dan pomemben, kajti treba si je postaviti mejnike v času, zato da razumemo, kaj nam pravzaprav ta kultura, ta jezik in ta narod pomeni. Kranj živi s Prešernom, danes je tukaj res Prešerno vzdušje, veliko število ljudi. Kako boste vi preživeli ta dan? Jaz bom danes bolj ali manj tule, cel dan, vmes imam kosilo z Prešernovimi nagrajenci na Brdu, ampak popoldne se vrnem v samo mestno središče na prireditev, potem je tudi grem v galerijo Prešernovih nagrajencev, tako da bolj ali manj bom cel dan pri vas. V mestnih hišah so se odvijali številni kulturni dogodki in dogajanje je bilo res pestro. Poglejmo nekaj izjav obiskovalcev. Ta dan mi pomeni zelo veliko. To je slovenski praznik, tukaj gre dejansko za državni praznik na vse zadnje tudi in v bistvu kultura enkrat na leto, enkratno. No. Vse se poklaplja od vremena množice ljudi, kar pomeni, da dejansko slovenski praznik in Prešeren skozi bolj stopata spet nazaj v svoje poslanstvo. Jaz sem pa že od vsega začetka, sem članica Akademske folklorne skupine Ozara iz Kranja in že vsa leta sodelujemo. Zdaj sem pa še vnukinjo potegnila zraven, tako da gre to naprej. Kaj pa tebi pomeni Prešeren? Veš, kdo je to bil? Ja, pesnik. Aha, poznaš kako pesmico? Ne. Ne, še, pa boljša, ne. Lepo, da takole greš. Kako si se pa oblekla? V nošo. Prešernov praznik mi je poseben pomemben tudi zato, ker je to samo slovenski praznik. In France Prešeren je bil res tisti pesnik, na katerega smo lahko Slovenci izjemno ponosni. In z veseljem vsako leto pridemo in če bi nas Prešeren videl, koliko nas je danes tukaj, verjamem, da bi bil tudi on ponosen in nas in na Slovence. Živena je sin rodi, ki hrepeni dočakan dan, dokoder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan, da rojak, prost bo vsak. Ja, praznik kulture, ne? Tako so nas učili, pa še prele sem bivšega profesorja srečal, še je živ, 87 let je star. Lepo je danes v Kranju. Ja, danes je prijetno, je pa res ogromno ljudi, presenečen. Živite s kulturo in kaj vam pomeni današnji dan? Pomeni me veliko, pa spominja me na veliko stvari. Ponosen sem, da smo marsikaj naredili za to kulturo in želim, da bi tako ostalo. Kako danes nastopate? Smo že nastopili, ravno bili smo prvi, Sava je bila prva in smo že naredili vse za danes. Kaj ste predstavili? Predstavili smo gorenjske plese v 2 koreografijah in to je pač bilo dovolj, koliko je dogovorjeno. Je lepo danes v Kranju? Tako kot vsako leto. Tudi iz drugih občin pridete, se udeležite slovenskega kulturnega praznovanja? Vsekakor. Mi prihajamo z Nakla, z bližnje občine sosedne. Tako da evo, takle dogodek, ki je v Kranju, jih je malo širom Slovenije. Kaj pa vam pomeni ta dan? Čas za kulturo, za družino, za druženje. Srečaš pa praktično tukaj v Kranju lahko precej ljudi. Ampak Kranj je pa edinstven z telim sejmom. To pa je, nikjer ni nič podobnega na svetu. Danes imamo priložnost, da so to bogato kulturo, ki se razvija skozi celo leto, ko živi, da jo tudi ustvarjalci danes prikažejo. Prešeren je res povezan s Kranjem. Tako je in ta Prešernov snum, ki je letos že 17. je res odmevna prireditev, odmevni dogodek in jaz upam, da večino obiskovalcev opozarja na to, da moramo na kulturo polagati veliko pozornost in tudi skozi vse leto, ne samo na današnji dan. Kultura je bistvo naroda. Iskrene čestitke, dragi Slovenci, za Prešernov dan, slovenski kulturni praznik. Prijatni obrodile so trpelice nam sladko, ki nam oživlja žive, srci razjasni in oko. Ki utopi vse
roki,